Dober dan in dobrodošli v podcastu. Moje ime je Katja Dubrijevič in danes gostim Vanjo. Katero Vanjo? Tisto, ki je v sanskem moškem Hrvaške ukradla srce Šimetu. Danes je z nami, da se malo pogovori o tem, kaj se dogaja zdaj, kaj je bilo vmes. Vanja, pozdravljena, dobrodošla. Dober dan, hvala za povabilo in ja, ful sem srečna, da sem tukaj. Tako da ja, upam, da se bo naš razgovor lepo razpletel. Bo, veš, da bo. Lahko poveva, da smo tudi mi tle vsi veseli, da si prišla, ker že samo, ko si stopila na Pop TV, sem te najprej jaz z navdušenjem sprejela, te odpeljala v našo redakcijo Popina in smo te vsi obdali z ljubeznijo, bi lahko rekli. Sem to začutila in vam hvala na tem, no res sem začutila. Čutim tu že prej, zdaj sem pa še veliko več. No, sem vesela. Povej, kako je? Sanskega moškega Hrvaške je konec, ti si to najprej snemala 2 meseca, zdaj spremljala približno 2 meseca in zdaj se življenje začne, ker si naša zmagovalka, osvojila si Šimeta in zdaj boš mogla o tem govoriti. Ja, res je, ja. Ja, ena izjemna izkušnja. Zdaj lahko povem, da jaz, ko sem bila noter, meni je bil vsak dan res dinamičen, izpolnjen. Res mi je bilo super noter. Pol, ko se je končal, bilo mi je že stresno, ko sem čakala, da se začne emitirati, nisem imela kako pričakovati in potem se je začel. In naša sezona je res eksplodirala, no. Na družbenih omrežjih, tudi na RTL je ful spremljena, se mi zdi, in z vseh strani je bilo vsega. Mogoče celo preveč. Mogoče celo preveč. Za moj okus preveč, nisem pričakovala tukaj, ampak sem srečna, da se je tako odvilno in ja. Sem bila pa pod stresom zdaj med emitiranjem, zdaj vsem manj, zdaj sem super, ampak je bilo kar stresnih trenutkov. Kaj točno je bilo stresno, ker recimo tudi, ko je bila Maja pri meni v podcastu, je rekla, da je tudi ona na začetku kar malo podoživljala. Ne, da je bilo samo snemanje kot tako stresno in kot situacija, ampak vsi spomini, vsa čustva so se nazaj vrnila pri njej. Kaj je bilo pri tebi? Pri meni je bilo največ iskrena, zdaj bom iskrena, največ je bilo to, ker sem bila izbrana. In je treba, mislim, morala vse te scene so me čakale, ne. In ja, emotivno sem seveda se navezala in sem nekako, ne vem, kaj pravim. Saj pol je bilo lažje, sva se tudi pogovarjala o tem, ampak ja, no. Niso neke naravne okoliščine, no. Ja, niso, ne, že ko si noter niso, pa prideš pa ven, moraš pa še s tem spet živeti, ne. Tako in pol nek odnos je res moraš biti stabilen, no, v glavi, da lahko obstane, no, ampak to mi je bilo, pa ja, kako sem gledala sem samo sebe, sicer jaz sem si bila všeč od začetka, pač jaz sem si res bila všeč in jaz sem zelo zadovoljna, kako sem se predstavila, tako da jaz ni mi tukaj stresa povzročalo, bolj ta najin odnos. Všeč mi je, da si začela s to dvojino, jaz sem hotela to za malo kasneje prišparati, ampak povej, kaj se dogaja z vama? Zdaj to vsi hočemo vedeti, ne? Ali mi boš povedala na koncu, da še malo poslušajo? Ne, se ne hicam. Ja, lahko tudi na koncu. Ne, kar povej, zdaj tudi mene to zanima. Šečer na kraju, ja. Ja, med nama, midva sva ostala pol v kontaktu, tudi videla sva se, itak sam zaradi teh okoliščin je res bila sva v kontaktu, ampak nisva mogla kvalitetno graditi odnosa. To je logično, če z vseh strani. Vse smo videli na družbenih omrežjih, ko vse umetna inteligenca lahko dela, tu si gledal komentarji. Treba, se mi zdi, da morava preživeti to sezono, emitiranje, se zdaj že konc, in pol, da vidiva, kam gre in če naš odnos ima potencial. Ne moram reči, ne vem, zato ker zdaj bila sva v kontaktu, ampak zaradi teh okoliščin in tudi pritiska, jaz sem bila psihično, nisem bila ta prava, no, tako bom rekla. Mislim, ne, da sem zdaj bila jaz neki ne vem kva, ampak nisem mogla zdaj racionalno v nekih situacijah odreagirati, ker je bilo z vseh strani tukaj prave stvari, ne. Ja. Tako da čakava konc, zdaj ga je, bova videla, vse bo cajt pokazalo. Vse ob svojem času, ampak ne? da imava konekcijo zdaj sploh, ko gledam za nazaj in da ima naš odnos potencial, vsaj jaz tako mislim, da ima, no. Tako da Razumem, da je težko, vidva sta se v bistvu potem, ko je ta stvar eksplodirala po vseh družbenih omrežjih in je ta zadeva res bila gledana tudi pri nas na Vojo, si predstavljam, da v bistvu sta vidva pol bi se mogla
mačkan skrivati tudi, ne? Ker Ja, če tudi to so pol oči ne moreš. povsod in vmes je minilo nekaj mesecev, zdaj boste pa končno lahko zadihala in te bomo čez nekaj časa spet vprašali, kaj se dogaja, je prav? Okej, prav. Ne, ja, itak, nisva mogla svobodno se gibati. Ne, in tudi ta nek strah se mi zdi, nisi sproščen popolnoma. Mislim, da nima smisla, da se zdaj v takih okoliščinah forsira nekaj. Ne. Ja. Seveda, bila sva v kontakti, izmenjala sva, kaj misliva, ne, pa tudi to se mi zdi, da zdaj, če komentirava vsako našo, ne, da tudi to ni najboljše. Ne. Ja. Tako da ja, se pravim, konc sva dočakala, zdaj pa bova videla naprej. No. Kako pa je bilo tebi zdaj, a veš, mi, ki gledamo, mi samo gledamo in čakamo konec. Ti si vedela, kakšen je konec in ti si mogla sproti gledati tudi zmenke, lupčkanje, drame, neko bližino. Res je, da pokrivala si se samo ti? Na tistih 1 na 1, ne, na ceremonijah. Samo ti si bila pod dekico, pa pod unimi nekimi gladiatorskimi krili ali karkoli je bilo že tisto. Dekica je bila konstantno prisotna pri najdu. Ampak kako je bilo tebi to res pol na koncu spremljati? Ker, Meni so iskreno te drame, pa to jaz nikoli ne gledam stvari, kjer je poln drame, kjer je neka negativna energija. Jaz ful nisem za to, jaz tudi, ne vem, filmov take vrste ne gledam, kaj šele resničnostne šove. Tako da ja, to mi je nekako te drame, pa to mi je bilo na začetku, recimo jih je bilo ful več in je bilo, komi sem jih gledala. Ja, no, ampak pol, ne, tiste odnose, kako se najin odnos razvija, ti se bilo lepo gledati, ne, sami tako tudi z drugimi puncami, ne. Kako sem se jaz počutila v teh situacijah, ne znam sploh ubesediti, no, pač preveč vsega, preveč, ne samo emocij, ampak preveč tudi komentarje sem vse spremljala. Jaz sem vse spremljala. Ignorirala si prvo pravilo, ne beri komentarjev. Jaz sem vse prebrala. Res sem hotela, da vidim, kako tudi ljudje gledajo na najin odnos in kako tudi, ampak seveda te komentarji niso realni. Ne vsi, eni so, ampak večina jih ni, jaz sem to pol ugotovila, ampak še vseeno, zakaj pa ne? Tako da ja, no, se pravim, bilo je res vsega. Ampak zdaj sem super in sem res ponosna nase, ker sem tudi v šovu bila res stabilna. Nisem imela sploh nekih nihanj, razen na začetku, kar je normalno, ampak tudi zdaj sem jaz tu super, se mi zdi, dala, če zgledam, da sem prvič o tem. Ja, gledam, tukaj sem. No, lej, mislim, kot smo ti povedali, punce v Popinu, mi smo bile zelo vesele, da pač, ne zato, ker si naša, ne, valjda tudi malo zaradi tega, ampak smo bile tako vesele, da je zmagala ena taka pristna punca, naravnega izgleda, tudi naravno si se obnašala, ti pač si bila, kar si bila in ti si bila konstantna točno zato, ker nisi glumila, po domače povedano, ne. Nekatere punce so verjetno malo probale in na tej točki te pač vprašam, ker sta bile glih v finalu skupaj, kaj misliš o tej igri Marinele, ker se je to govorilo o tem. Je igrala, a je sploh možno toliko časa to igrati? Vi ste približno 2 meseca snemali, oziroma malo manj, zdaj glih konstantno igrati, ne, ni najlažje. Ne, ni. Jaz sem tu njej tudi povedala, na samem seveda ne pred kamerami, ampak moje mnenje je, da ona ni slaba punca. To je res moje mnenje in ljudje so jo res vzeli na nos, se mi zdi trenutno, no. Bomo videli, če so jo kaj spremenili, ampak ona je prišla noter s to neko taktiko. Ampak zame to ni taktika. Ona je prišla, mogoče se je hotela boš predstaviti, kakor je realnost. Ne? Recimo Laura je bila prisna in jo imajo ljudje radi. Čeprav je njeno Je precej dramatična in veliko vsega dobiš od Laure, ampak točno tako, kot si rekla, ker ona taka je, dala je pač vsa svoja čustva na pladen. Sicer je pa vprašanje, kako bi bilo, če bi se vsi tako obnašali. Tako da to je. Se pravim, nisem tukaj na nobeni strani, jaz sam mislim, da Marinela je pol proti konci začela popuščati s to taktiko, ker pač ni mogla več biti sama za sebe. In jaz sem mi rekla, zdaj zdrž do konca, zdaj nimaš druge. A se to ni, da se ona pretvarja, to je samo, da pač dozira, ne? Dozira neka svoja dejanja, ne? Da pač se predstavi v dobri luči, ampak to je zdaj udaril kontraefekt. Kar smo ji tudi punce noter govorile, ne, na koncu, ampak jaz mislim, da bo vsaka od nas izvlekla iz tega šova najbolj za njo. In jaz to tudi si želim. Jaz ne rabim
ne, pač jaz sem srečna, kako sem se predstavila in pač ti si izbrala, sem tako predstavila in to je to. To je tvoja stvar, ja. Ampak mislim, da pristno zmaga na koncu. Sploh, če smo se tekmovali za Šimo in on je res bil pristen. In on je to prepoznal pri meni. Zato pa sem prišla do konca, čeprav so me podcenjevali. Cel šov, tudi zdaj me ljudje podcenjujejo zaradi naravne lepote, zgleda, da smo prišli do tja smo prišli tako daleč, da... Do tja smo prišli, da se za mene, sicer se pravim, to so komentarji, to niso realna mnenja, ampak še vse ljudje komentirajo, da jaz nisem dovolj lepa. Zato, ker sem naravna, zato, ker je moje obnašanje naravno, ker se ne pretvarjam, ker sem navaden človek. Ker si navadna punca, ker pač taka, ko jo vidiš. Uživam v življenju. Uživam v življenju, uživam v vsakem trenutku. Ne pada mi na pamet, da se jaz usedem tja in da se nekaj delam. Življenje je eno, vsak trenutek je treba izkoristiti in zdaj sem jaz nekaj delala. Tisti, ki me bo prepoznal in Šime me je prepoznal in ne bo me na koncu. Čeprav so vse so me podcenjevali. Dobro, ne vse. Majdi recimo je bila vedno na moji strani, ona je vedno verjela vame in na koncu sva skupaj zmagali. Vidiš, kako lepo. Rekla si, da so te podcenjevale tudi dekleta v hiši. Kako je to izgledalo? Si to direktno občutila? Si slišala kakšne komentarje? Si zdaj videla mogoče te komentarje drugih deklet? Jaz sem to čutila. Čeprav mi niso direkt povedali, jaz sem to čutila. So neke izjave. Nisem jo smatrala favoritko, ampak ko sem jo spoznala, mi je zrasla v očeh. Se pravi, ti si mene ocenjevala na podlagi videza. Se pravi, tebi je prioriteta v življenju videz. Se pravi, ti misliš, da z videzom dosežeš vse. Ja, seveda na prvo. Pa kaj pa na drugo, pa na tretjo? Kaj pa pol? Meni je bilo tudi tako, recimo, komentarji, več teh komentarjev, mislim, da je bilo, ni bil samo en, zdaj se spomnim samo od Marinele, v smislu, ko se je ona poljubila, sem bila tako srečna, kot da bi se jaz. To se tako sliši, no dejno, kaj pa, če bi se kakšna druga poljubila, bi bilo pa kaj je razlika? A veš, že samo tak komentar je tudi mene, recimo, kot gledalko zmotil, ko je bilo tako, no, dajmo se umiriti, ne? Mislim, da je to tako malo, ne, to ni iskreno bilo, no. Ja, no, okej, pa smo spet tle, ja. Ja, smo videli tudi pol, kako je pol naprej delovala, no. Sicer jaz sem puncam bila simpatična, jaz nisem nobeni hotela nič slabega, jaz nisem nobeno ovirala, v smislu, da ji bacam, kako se reče, polena pod noge. Tako, res, in jaz sem res imela iskrene namere in one so to občutile in one so mislile, da zaradi tega jaz ne morem priti daleč, ali kaj, ne vem. Ene so sicer, se mi zdi, da tudi fejkale, da me to krade, ampak saj pravim, jaz se nobeni od njih nisem ulizvala ali pa karkoli podobnega. Vsaki od njih sem prepoznala res potencial. Mislim, da vsaka od njih ima neki in tudi te pozitivne lastnosti pri vsaki sem poudarjala. Pri vsaki sem prepoznala neki in z vsako sem našla neko skupno točko. Zakaj bi iskala nekaj slabega? Če živim z njim 2 meseca, sem preživela s tem puncem. Kako pa je bilo zdaj to spremljati? So te kakšne stvari presenetile? Ker ti živiš neko svoje življenje tam, ti greš na svoje dejte. Kar se tiče drugih zmenkov, samo slišiš iz druge roke, v bistvu ne veš. Ne veš, kaj so komentarji drugih ljudi, ne veš, kaj so komentarji Šimeta in konec koncev tudi Miloša, s katerim sta imela stik. Kako je bilo poslušati te komentarje? Evo, emocije so se mi zbudile. Aha, pa te imam. Pa me imaš. Se malo popravimo. Ja, Šime, točno sem vedela, zakaj me je izbral. Točno mi je bilo jasno. Vse se mi je poklopilo. Se on je meni rekel, zakaj me je izbral, ni mi rekel, zakaj me je izbral, ampak tudi v šovu, ko sem bila, sem jaz točno to, kar je on zdaj govoril, sem čutila to in sem nekako vedela to, res globoko v sebi. Res sem verjela v naju in tudi v sebe. Prvo v sebe, pa v naju. In zdaj, ko je sezona šla in kako je pač komentiral najin odnos, to je to. Lepo. Tudi se mi zdi, da ni pretiraval. Da ni bil tako, midva sva, ne veva, kje sva, tukaj sva zaljubljena. Ne, pač realna situacija je taka, da pač najin odnos se gradi in da trenutno sva si res všeč. In da emocije so, ampak nisva pa midva zdaj, ne vem, ni bilo pretirava, ni bilo fake. Ja. Tako da to mi je tudi všeč, no, pa oba sva isto, se mi zdi, isto sva rasla. Tako da po moje sem zaradi tega, no, tudi zmagala, ker
sem realno nekako spet gledala na situacijo. Vedela sem, kje sem. Predvsem to, ne? Nekatera dekleta se niti tega niso zavedala, so mislila, da nekatera so sama sebe proglasile zmagovalke že na začetku, nekatera so se tako zaljubile, da se jaz razumem, da ti je moški všeč. Maja je tudi rekla, ti, ki si tam, on se tebi zdi 10-krat lepši, kot bi se ti zdel na ulici mogoče, ker pač je neka iluzija, vseeno to, ne? Ampak mačkan realnosti pa mora biti, ker ni samo on tam, ne? Ti si v hiši še z drugimi dekleti, tako, one so tudi tam, ne? In poslušaš o drugih zvenkih, tako da malo realnosti je po mojem kar priporočljivo, no? Mislim, zdaj ljudje tudi gledajo, se mi zdi, ja, priporočljivo. Ljudje gledajo to, čakaj, ona je bila zaljubljena v njega, ona bi morala zmagati. Ja. To ne gre tako. Tudi na ulici smo kdaj zaljubljeni, pa ne gre čez, mislim. Pa tudi, mislim, drugo vprašanje je, jaz se tu, okej, ampak a je realno, da se ti zaljubiš po enem zmenki? To ni realno. Ja. Ti nisi zaljubljena. To je nek višek hormonov, sreče, Tako. zatreskanost, recimo, ne? Zdaj pa glih fatalna ljubezen, kot so kakšne opisovale po prvih dejtih, je pa malo ekstra, ne? Ja, je pa bilo vsega res. Punce, se mi zdi, da so se res prehitro. Pa ne vse, no. Recimo Marinela ni. Marinela je vedela, kje je. Zaradi tega je tako dolgo bila noter, se mi zdi, no. Isto jaz nisem taktizirala, nisem se pretvarjala, čeprav ne mislim niti, da se ona popolnoma, da ne bo zdaj pomote, ampak sem bila to, kar sem, ampak sem se zavedala v situaciji, v kateri sem. Ne moram se zaljubiti v njega, če je tukaj še 19 drugih punc, ki hoče biti z njim. In jaz vem, da jaz moram ostati prisotna in sfokusirana, da jaz lahko pridem kam. In v trenutku sem bila. Nikoli nisem bila, jaz bom zmagala, jaz bom to, jaz bom tist. Zamišljala neke scene. Ne, danes je ta dan, grem na dejt, uživala bom, prijem domov, odmislim, družim se s puncam. Grem spat in je to. In vidimo do naslednjega dejta. In zato je najin odnos se tukaj naravno odvijal. Res se je, no. Res lep. Saj se je videli tudi, da sta v bistvu tako nekako gradila, ti, ki spremljaš šov, imaš dekleta ala Laura, ki je to bila eksplozija nekih emocij, pa privlačila sta se, pa ovo, pa ona je tam metala šampanjc, pa ni, da ni kakšno drama je naredila. Imaš te odnose, ki je vsega prehiter. Medtem, ko pri vama je to šlo tako lepo, tako počas. In pol vidiš na koncu, mislim, jaz, ko sem pogledala zadnji del, zdaj lahko poveva, da ti ga še nisi videla, jaz sem ga. Jaz, ko sem videla zadnji del, mislim, me je ganila ta vajina ljubezen. Videli se je, da je obojestransko, tako je bilo lepo. In tako naravno, tako je prišlo, nič na silo, nič vsega preveč. In videla sta zdaj ti prav pazila na to, da pač lepo dozirata to svojo simpatijo in da na koncu pri nama je sta bilo prišla. na koncu eksplozija, se mi zdi. Ja, tako lepo sta šla do konca po vseh stopničkah in pol je bum naredil, ja. Ja, res je, ja. Kako pa je to iskanje ljubezni in zmenkarije in v bistvu to je vse zelo intimno, ne? Kako je te stvari doživljati pred kamero? Meni iskreno je bilo naravno. Jaz nisem imela problem s kameram. Tudi s kamermani in ostalimi ljudmi sem se, ne moram reči, zbližala, ampak bili so mi prijetni in nisem res, kada smo bili nekud tam in se družimo in pač sva mi dva par. In vidva sta tam par. In malo se pogovarjava. Sej, jaz na začetku se nisva izmenjevala tukaj teh intimnih momentov. Na začetku sva se spoznavala, tako kot odnos mora začeti, se pravi, spoznaš osebo in pol, ne. Pol na koncu pa začutila, da je to, ne, in da, jaz sem začutila, da je to že pri prvem poljubi, se mi zdi. Wow. Se mi zdi, da sem nekud res vedela, da pa jaz pa mogoče pa sem ta, čeprav nisem bila pa zdaj se dvigana zaradi tega. Še vedno sem bila prizemna, ker pač na predzadnjem zmenku si pa zelo tako, si kar udarila se. Kaj poveš ime? A se ti zdi, da sem jaz lahko ta? Ker vprašala vse karte na mizo. Procentualno. In on je teble pa rekel, veš kaj, 50% možnosti imaš, ne? Zelo lepo politično. Politično te je zapeljal. Lepo na 50 pa je dal, pa si ti zadovolji s tem odgovorom. Ni. Ampak dobro. Ja, ni smel povedati, ne, kje je. Ampak se mi zdi, da sem imela malo. Da si imela malo pridnosti. Ja. Mislim zdaj, ko gledam dejt, no. Tudi, ko sem na zmenku se... Nisem zdaj celega gledala. Kaj pa doma pravijo na tvoje prisostvovanje v šovu? Kaj domači pravijo? Bilo je, no, ko sem rekla, da bi šla,
nista bila glihno zadovoljna, moram priznati. Pa sem pa z besedami, no, pogovorom. Sem jima malo razložila tudi, kaj to se prinese, ne samo negativne stvari. Pač, in pa sta se nekako sprijaznila. Šla sem v Zagreb, brez da bi vedela, pa sem prišla nazaj. Sem rekla, sem šla tja pa tja in jaz sem se odločila, da bom šla. In nista imela kaj veliko. Kaj pa zdaj, ko je šov potekal, sta gledala? Ja, moji mami sprehajajo ljudje, da so ponosni, da je lahko ponosna, da kaj tazga še niso doživeli na TV. V glavnem moja mami ima kar isto oči, no, sporočila hvale, no, tako da sem ponosna nase in tudi mislim, da sta starša ponosna name, ker me res z vseh strani, no, gledajo in kar prihajajo do nje, do njih. Do obeh, no, ampak več do mami, ker je dela na takem delovnem mestu, ampak hvala ima, no, ona dva sta zaslužna za to, da sem... Da si takšna, kot si. Tako. Ja, hvala starši, ne? Ja. Dobro so te vzgojili. Res. Zdaj se je pokazalo. Ja. Staršem si rekla, da niso tle samo negativne stvari, da so tudi pozitivne stvari. Kako ti misliš, da tak šov vpliva na človeka? Nekaj ti zihar pusti. Ogromno tega ti pusti. Ogromno tega tudi, ne vem, ko priješ iz te izkušnje ven, vidiš zelo sino. Ker jaz recimo sem ista in zdaj, se pravi, ko sem ukorakala v šov noter, evo, zdaj sem emitiranje že šlo čez mene in jaz sem še vedno ista Vanja. Se pravi, da sem en zelo prizemen človek, ki ve, da je sam en mehen del nečesa. No. Ni me to zdaj neki, se mi zdi. No. Sem pa tudi videla neke svoje pomanjkljivosti, no. Na čem moram še delati. Tudi odnos, kako graditi, kaj hočemo od odnosa, kako komunicirati odnosu. Jaz sem s tem imela ful težav. Tako da zdaj vse to se mi zdi... Si se veliko naučila. Ja, ampak veliko vsega dobrega. No. Mislim, jaz sem tak tip človeka, da vzame iz vsega najboljš, čeprav sem imela krizne momente med emitiranjem, ampak res, moraš pa biti psihično stabilen in moraš vedeti, kdo si, če hočeš iti v tako izkušnjo. Drugače ne boš preživel. No. Povedala si, da si imela krizne trenutke vmes. Kaj so to bili specifični trenutki iz šova, ki so te mogoče za trenutek vrgali iz tera, vrgali iz balansa, ali kaj se je dogajalo v teh trenutkih? Pač to je bilo sam nek pritisk in preveč vsega od enkrat. Jaz nisem imela v življenju, da mi piše 50 ljudi od enkrat, da se me en komentira, da objavljajo moje videe po TikTok, jaz tega do zdaj nisem imela. Jaz sem tu vse gledala, jaz sem malo kontrol. Ne vem, kako se pod kontrolo malo. Ja, malo hočem imeti situacijo pod kontrolo. Isto je bilo v hiši, jaz sem vse vedela, pa nisem šla zdaj spraševati, ampak nekako so prišle informacije do mene in isto je v tem primeru. Vse sem hotela nekako imeti pod nadzorom, da vidim, kam to pele, kako odzivajo ljudje. No. In to me je malo. Mogoče bi morala malo manj se upadati s tem. Verjetno bi lažje šla čez to, ampak jaz sem rekla, pa ne boš. Pa ne boš, jaz moram imeti pod kontrolo, vse bom prebrala, vse bom pogledala. Vse hočem videti, kako je. In kaj si prebrala, kaj si dobila v zasebna sporočila, kaj ti pišejo ljudje? Kaj pišejo komentatorji? V glavnem so bile besede hvale, da sem res, da mi svaka čast, da je takih punc še malo, da jih je vsem manj, no, da sem naravna, da sem pristna, ampak to niso tako ena vrstica, to je tako, ne, to je cel spis, no. Tako da jaz to vse preberem, jaz večinoma odpišem, so bili pa tudi seveda napadi, ne, to so napadi, lahko rečem tem napadi, se pravi, nekam ljudem niso bila všeč neka moja dejanja in so si dali za pravico, da pač grejo v chat in da napadajo. Kako si se počutila ob tem? Zanimivo, nisem še tega doživela, ne moram reči, da me niti mal ni, zdaj ne, zdaj karkoli vidim, sem že dala to čez, ampak takrat, ko je bilo prvič recimo, sem bila tako, zanimivo, no. Zdaj vem, kako je zvezdnikam. Ja, je kar težko, pride veliko ene teže s tem, ne, ker si res v bistvu včasih, ko pomisliš, pod lupo si in včasih zvezdniki oziroma ljudje, ki so izpostavljeni tako ali drugače,
A veš, tudi v šov, ko so šli pred 20 leti, ker zdaj že toliko časa govorimo o teh stvareh, oni so šli, mogoče so jih videli na ulici, v baru, v klubu, na fitnessu in to je bilo to. Ja. Vi imate zdaj vsi družbena omrežja in na družbenih omrežjih lahko pišeš, tudi če zapreš, vedno obstaja neka možnost, da nekje nekako narediš, da ta človek vidi tvoj komentar, ne? Ja. In vi ste skozi bombardirani s tem, ne? Ja. Tako da tega je veliko in jaz upam, da te ni preveč prizadelo. Ne, ni me prizadel, kada nisem mogla verjeti, kakšni ljudje obstajajo in kam gre naša družba. Tukaj sem se malo zataknila. A je možen, da je naša družba šla v to smer? Da je tako zabredla. Da je tukaj zabredla. Da je zabredla do te mere, da se ljudem učita iskrenost, da ti enem nekaj poveš v obraz, recimo. Jaz se za hrbtom nobeni punci. Imela sem seveda momente, ampak to sem prokomentirala. Yeah. Pa jaz nobenega nisem užalila, jaz nisem za hrbtom šla. Če sem imela kaj spok neki prijateljici v šovu, sem šla to v obraz povedati. Ljudje so to, recimo, učitali. Sprav neke vrednote, ki so se včasih res cenile, se mi zdi, da zdaj ne. Isto naravna lepota. Pravim, jaz razumem, da... Mislim, ne razumem, ampak dobro. Vidiš, spet si hotela biti prijazna, pa reči, jaz razumem, pa nekaj upravičiti, ampak ja, lej. Ne, pač to me najbolj sem se mi zdi pri tem zataknila, kam gre naša družba in da upam, da gremo lahko korak nazaj. No. Ker če bomo še 2 koraka naprej, ne vem, no. Zanimivo je tudi to, da živimo v svetu, kjer je nek body positivity, kjer je bodimo naravni, bodimo takšni, bodimo drugačni, pa vidiš neko realno sliko, ko ljudje še vedno očitno tebe kritizirajo, ker si naravno lepa. Ja. Ne, ta dvojnost, kaj se predstavlja, da je zdaj ful moderno, bodi naraven, in to, da si v bistvu ti dobila kritiko, ker si se rodila lepa. Mislim, če pa tle pravica, pa tudi ne vem. Hvala. Ampak ja, mislim, da so ideali lepote trenutno pre nedosegljivi. Malo izkrivljeni, ne? Izkrivljeni in se pravi... Moraš biti pa tudi ti močen, ti kot tarča vseh teh komentarjev, da ne padeš v neko samo izpraševanje. Tako. A rabam kaj? Ali sem dovolj? Ne? Jaz hvala Bogu, da potrkam, čeprav ni les. Ja. Jaz z izgledam moram priznati, da sem tukaj zelo samopouzdana. Veš, še kar nisem samozavestna. Zato, ker mi to ni bistvo življenja. Ker ne vem, tudi v ljudeh ne gledam prvo izgled, prvo energijo. In jaz delam na tem, kar je znotri. In zaradi tega je po moje to. Ker jaz imam tudi rada staranje. Jaz bi rada pa 40 letih izgleda, kada sem 40 stara. Jaz nočem izgledati, kada imaš 20. Ja. Pa tudi ne moram izgledati. Ja. Čava i botoks in ne vem, kaj vse. Ne gre, ja. Spusti se. Ja. Tako da, ne vem, jaz nekako gledam to, nimam nič proti puncam, seveda, mislim, zdaj, da rečem, da nimam nič proti, bi bilo, se mi zdi, da bi bila kontradiktorna, no. Ker mislim, da to ni stvar, katero moramo podpirati in mislim, da je treba več podpirati naravno lepoto in da ti nekako delaš na te notranjosti. Sploh zaradi mladih deklet, ne? Ker je zdaj vedno več tega in se gleda, kaj narediti, kaj ne narediti. Itak statistika kaže, da punce hodijo na ne vem kakšne posege že preveč mladih letih, ne? Ja. Ko Bog ne daj že zdavni, pač nič še ni dol padel, ne? Pa še nekaj časa nav, ampak je tega res veliko. Dejva pa iva še na malo lepšo temo, da ne bova tle. Jaz moram, ali kaj na pauzo sam? Ne? Ne. Ok. Moram, ok, dobro. Ja? Ja. Ok. Sorry. Povej mi, mi smo videli zdaj, kako si ti, oziroma jaz sem videla, no? kako izgleda tvoja zmaga, ta razglasitev, to so tako zmontirali, da je Bog pomagi napeto, ne? Kaj so bili tvoji občutki? Kaj so občutki, kad tebe Šime gleda in veš, da je že ali pa še bo eno drugo gledal in govori neke lepe stvari in si tako misli, a ja ali ne? Šime. Kaj si razmišljala? Pa nisem razmišljala. Je pa svaka čast, no ti se kar prepustiš. Jaz sem uživala v momentu z jem.
Nisem se emotivno prehitro navezala, seveda, da mi je bil všeč. Ampak nisem se obremenjevala z drugimi dekleti. Res, jaz sem se sam gledala nase, bila sem tukaj za pogovor z njimi, rada sem prisluhnila, kakšne odnose, da malo jaz to vidim, kaj Da je spet malo pod kontrolo. Tako, ampak nisem se pa s tem obremenjevala. Fokusirala sem se na najin odnos, nase in zato sem prišla, kamor sem prišla. Kaj pa ta zadnji trenutek, ko si čakala na razglasitev, kaj se ti plete po glavi? Te sekunde so verjetno... Tisti je bilo pa stresno. Aha, tisti je pa verjetno tudi daljše minute, kot so v resnici, ne? Tisti je bilo pa, prvič, ko sem prišla, takrat sem imela tremo, tiste zadnje je bilo pa, oni so mene prvo pripeljali na set, da jaz postavim te videe mal in jaz sem pač gledala na TV, da vedno prije prva una, ki ne dobi. Jaz, pa nisem ta, pa ni možen, kako sem lahko prevarala, jaz sem bila 100%, jaz sem pred tem imela toliko lep občutek, jaz sem ta, I know, čutam to vse in po me pripeljal prvo na set. In gledam jaz, a je možen, zdaj le kamu povem. In pa pridem in ga ni bilo in pa so me vrnili in pa sem spet dobila voljo, ampak sem prišla tja, ko sem do njega hodila, oh my god, kaj se meni vse po glavi motil. Sploh, ko sem pa prišla, pa sem ga prijela za roke, pa je pa vse so umirili spet. Vse je spet prišlo na svoje, vedela sem, čutila sem to. No. Povej, kaj se bo dogajalo zdaj po šovu. Povedala si, da zdaj zaenkrat sta mogla biti bolj, ohranjala sta stike, dala sta si priložnost vmes tudi zadihati, ker v teh okoliščinah itak ne bi mogla graditi odnosa. Kaj bo zdaj po šovu? A je plan? Ni plana, no, ne želim plana, videla se bova, pogovorila se bova. Pripravljena sta tudi na zvezo na daleč, ne, kot sta povedala že v šovu, da vama to ni problem, še vedno se strinjata? Jaz meni zveza na daljavo sploh ne predstavlja nobenega problema, meni je to celo boljše. Je pa res, da treba neka doza truda biti, ne? Ja, malo več je treba delati, ne? Malo več je treba truda vložiti v odnos in v to komunikacijo preko telefona in pa da pač potne. Ampak... Bomo videli. Jaz se trudim dobiti Šimeta za to mizo, pa bomo videli, bom še njega vprašala. Pa ti pa takoj sporočilo pošljem. Ja, može. No, evo, če ga pripelješ mijav, pa se mogoče kje zmenimo. No, evo, vidiš. Mogoče oba, da imaš tukaj. Pa ga najprej tep, pa se zmenita, pa prideta pa sem, da vidimo, kje sta. A sedita narazen na skup. Ja, upam, no, to bi bilo ful dobro. Sam kako bi pa komunicirali, on bi odgovarjal. V hrvaščini bi se pogovarjali. Okay. Ja, tako da upamo, da pride, da bomo videli, kaj tudi on pove. Vanja, jaz sem ful vesela, da si prišla, da sem te spoznala in da si prinesla svojo pozitivno energijo tudi malo k nam. Hvala vam. Za konec imam še en fun fact zate, ne vem, če veš, ti si druga Slovenka v 4 sezonah Sanjskega moškega Hrvaške, ki je zmagala. Nuša, ja. Gledala sem. Tako da si ta druga Slovenka, ki je ukradla Hrvata. Kako dobro. Da imamo da je neka kemija tle, ja. Tako da hvala lepa, jaz ti želim vse lepo, upam, da boste zgradila ta odnos, kot tebi najbolj paše. Hvala. Da boste najdla nek skupni jezik in da bo prihodnost taka, kot si jo zaželiš in da boš izkoristila svojo prepoznavnost, kot ti najbolj paše. Hvala, jaz tudi upam, da bo, no. Vse bo tako, kot je treba, tako, kot sem v šovi. Džaba se vse stresira, pa to po glavu, vse bo tako, kot je treba, Sam vdihan, pa viva pozitiva. Tako. Pa delati. Super, najlepša hvala. Hvala vam. Najlepša hvala tudi vam, dragi gledalci in poslušalci. Spremljajte nas še naprej, kot sem omenila, morda dobimo še kakšnega gosta v ta studio. Bomo videli, zaenkrat se še trudimo. Prosti, veš, kaj imamo one take? Kaj se dogaja?